največji talent. Se pravi, nekaj sekunde vzveste, kaj je njegov ime največji talent. Zdaj z veseljem vabim na govorniško mesto direktorica MČM Slovenija Ajšo Vodnik. Ajša, kaj pa je glavni talent MČM-a? Pozor, izbrati moraš, ne naštevati, ker naštevala bi lahko zelo, zelo dolgo.
Hvala, Anja. Prej si nas ozavestila, da moramo svoje lastne talente. Hvala, ampak jaz se pa počutim spet tako nazaj na faksu. En tukaj govori, noben me posluša. Zato bi rekla, da je talent AmCham Slovenija povezovanje in to je ključ, kar si želimo in kar želimo doseči. Je pa tudi to, da radi presenečamo, zato zdaj le prosim pogledajte, vsi imate izpite iz statistike. Pa da ponovimo, ne? Ja. Skratka, talenti so za AmCham pomembni že od nekdaj. Smo pa to temo res načeli leta 2017 v začetku in takrat, kot se danes rekla, talenti v belem, smo mi vedno dobili odgovore, da so talenti v športu, v morda celo umetnosti, to je bilo vse. Nikoli pa nismo govorili o talentih v gospodarstvu. In zato AmCham Slovenija skupaj s Snežno Kepo in danes boste imeli tukaj njeno glavno predstavnico, razvijamo to in zelo se nam zdi pomembno, da vsi poskušamo doseči prototip države za talente. To seveda bo in mora biti Slovenija, ampak če želimo to doseči, se bo morala povezati in spet je tukaj povezovanje tako gospodarstvo, kot tudi država in civilna družba. In prav vsak od nas upam, da bo prispeval tisti kamenček v mozaiku. Za danes pa seveda hvala, ker smo tako mešani talenti, kar se še pogosto dogaja, da ko rečemo talenti, vsi pomislimo samo na mlade ljudi. Tudi starejši moramo živeti in si nadejati tista nevidna krila, jih negovati in delati na tem, kajti demografija dela na tem, da moramo biti vključeni vsi. Tako da vabljeni res, da se povežete z AmChamom tudi na temo talentov in da poskušamo skupaj z mladimi ustvarjati prototip države za talente. Kdo pa je mlad? Tist, ki tako čuti. Tako da jaz se počutim mlado. Ampak moram reči veliko zahvalo seveda našim partnerjem danes, Centru za poslovno odličnost, Monika, tukaj si. Hvala, ker dobro sodelujemo in hvala, ker toliko pozitivnih stvari delate, tudi zato, da ste nas danes pripeljali nazaj na fakulteto, da obujamo spomine in upam, da bomo prišli tudi spet sedeti tukaj in se učiti novih stvari, kajti trajnostno učenje je izjemno pomembno, to nam vedno poveste. In seveda velika hvala tudi partnerjem, ki so vam dali odlične napitke, upam, da ste si kaj vzeli, fresh, dober zajtrk in seveda partnerju našega poslovnega zajtrka danes, to pa je Agilcon. Marko, jaz sem te spoznala, po mojem, na enem speed datingu, pa ne business speed dating. Zdaj bom povedala vse, ne? Ampak takrat si imel trije kolegi, prijatelji, ste ustanovili podjetje, danes zaposlujete 60 ljudi. Ko pride človek vam v pisarno, ima res tisto občutek vrtenja, neverjetno energijo. 3 stvari, zakaj lahko vi pritegnete toliko talentov? Hvala še. Ja, to je bil res tako speed dating, sem ne vem, si ti tako hitro kupila, sem jaz tako hitro prodala. Transakcija praktično zaključena. Skratka, na tvoje vprašanje, to bo eno sporočilo, ampak v bistvu v 3 korakih. Zdaj, prvi del, ki je tak dosti generičen, mi smo podjetje, jaz tako vidim naše podjetje kot podjetje, ki ga res poganja, naše gorivo je kultura, naše gorivo so vrednote. To je predvsej generično to, da si kdo rekel. Ampak tisto, kar je pomembno, je, da to ni nek HR projekt, da to tudi ni nek, boh ne daj, PR projekt, da to ni marketinški projekt, ampak da so to neki mikromomenti vsak dan, kako pozdravimo Ajšo, ko pride k nam na pisarno, kako nagovarjamo našega kupca, kako se pogovarjamo s sodelavci in kot posledica vsega tega v 3. točki, da nam je mar. Da nam je mar za kupce, jaz upam, da tudi vi kot kupec to čutite, da nam je mar za naše sodelavce še prej. Ne? In to je neka taka angleški izraz engagement ali zavzetost, ki seva z našega podjetja, jaz upam. To je to. Marko, hvala. In ponosna sem, da v številnih podjetjih v Sloveniji že čutimo to zavzetost in to zavedanje, ne da so ljudje vir, ampak da so ljudje bistvo. Zato, ker slika pove več kot 1000 besed, nas boste še malce zapeljali v svoj svet, v svet Agilcona, v svet tvojih ljudi, potem pa, Anja, the stage is all yours. Hvala lepo, poglejmo torej skupaj video.
Znani izrek, ki smo ga v Sloveniji kar precej uporabljali in gre nekako takole: nič o mladih brez mladih, se mi zdi skoraj bolj uporabno, nič o talentih brez talentov. Zato sem navdušena, da imam res čudovite člane omizja danes, ki s svojimi talenti pomembno prispevajo k kakovosti dela na področju, ki se jih lotevajo. Dame in gospodje, danes z nami ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije, magistrica Ksenija Klampfer. Dober dan, izvolite. Vašo zanimivo misel smo izpisali, da se je treba boriti za vsak talent, kar bliže k meni, da se je treba boriti za vsak talent posebej. Kako se Slovenija bori za talente? Ja, res, za vsak talent posebej se moramo boriti, ker ravno talente pomeni tudi gibalno napredek, pomeni razvoj družbo tako, ki si jo tudi želimo. Predvsem pa je bistveno, da poudarjamo to, kar ste tudi uvodoma rekli, je bilo zelo všeč, da niso talenti samo mladi, da talentov ne prepoznavamo samo v šolah, da je treba talente prepoznavati v vsaki organizaciji, v vsaki skupnosti in potem v vsakem posamezniku poiskati njegov najboljši potencial, ga izbezati iz njega in potem ustvariti tisto, da vsi skupaj dajemo kar je maksimalno možno. In to je tisto, kar mislim, da pomeni talent. Zdaj imam seveda celo kupico pod vprašanj, jih bom z veseljem sprožila pozneje. Zdaj pa vas prosim, da se kar razkomotite na temle našem improviziranem odru. Danes z nami tudi direktor podjetja Kompeto, Matic Vošnjak. Matic, dober dan, dobrodošli. Matic, vprašanje za ogrevanje, kateri talent vam najbolj pride prav v službi in kateri talent v prostem času, zelo pomembno. V službi, da znam prepoznati dobre ideje, jih razvijati, sestaviti ekipo in potem vedno znova vsak dan to implementirati. Doma pa, da znam prepoznati vse neumnosti, jih razvijati in potem vedno znova tudi implementirati. Smo razumeli bistveno razliko, hvala lepa. Tudi vas prosim, da se razkomotite. S veseljem napovedujem naslednjo članico naše zanimive razpravne skupine. To je vodja Snežne Kepe 2 Pekanič in direktorica pravne službe Outfit 7, doktorica Nana Šumarada Slavnič. Nana, tudi zelo dragocena misel, ki jo vedno znova izpostavljate. Talenti bodo že poskrbeli zase, ne skrbite, talenti se bodo že znašli. Ampak kaj pa je najbolj pomembna stvar, ko se talenti odločajo za delovno okolje? Pa morda kar iz osebne izkušnje. Ja, v bistvu to je večplastni odgovor. Na Snežni Kepi bi rekli, da je 6 področij takih, ki so pomembne. Jaz osebno pa ja, v bistvu pomembno je, da pač imaš možnost dodati dodano vrednost in da si pri tem vedno si omejevan, ampak da so omejitve nekako smotrne. No? V vsakem podjetju, v vsakem okolju, v vsaki družbi so določene omejitve, ampak fino je, da so recimo smotrno usmerjene in da podpirajo neko vrednote, ki jih tudi ti. Super, omejitve ja, ampak ne
nemogoče. Hvala lepa. Tudi za vas, mesto tule v našem omizju, Nana bo moja soseda, v redu. Z nami danes kreator voditeljstva iz BB Consulting, Ksenija Špiler Božič. Dobar dan. Tule pa dobro izhodišče. Za vas morda že kar strokovno vprašanje, ne? Kako naj posameznik prepozna svoje talente in katero je potem najboljše orodje za to, da talent brusimo. Včasih so rekli, da je najboljše orodje lesena miza pa lesen stol, da precej žuli, ne? Ja, v bistvu rabiš čim več stvari poskusiti, tako da jaz vedno mlade in svoje otroke nagovarjam, da poskusijo čim več stvari in da vidijo, v čem res uživajo, kje v bistvu pozabijo na čas in ne pozabijo na vse okoli sebe in tam verjetno je treba kopati naprej. Ja, potem pa brusiti in tistih 10.000 ur oddela, da se ta talent zbrusi in zacveti in krila razprejo, kot je rekla Ajša. Ja, zelo prijemljiv števec, bomo kar zdaj pritisnili, da se začne odštevati. 10.000 ur, hvala lepa. Tudi vas prosim, če sedete za nekaj trenutkov. Iz Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani pa je z nami izredni profesor dr. Robert Kaše, ki že prihaja prav poskočno. In zato, tako bravo, zdaj, v duhu tega vašega prihoda, ne, bolj športno vprašanje, če bi bila bitka za talente, nogometna tekma, kdo bi igral? Zdaj, razmišljal sem Real Madrid, bo šlo Ne recite Juventus, ne, preboleče je bilo za nekatere. To ne bo šlo. In potem sem razmišljal, verjetno je koncept drugačen, kot so zdaj svetovna prvovska prvenstva, če dalje več ekip je, pa če dalje boljše. Se pravi, ni več samo dveh ekip, ampak je dejansko zelo širok spekter ekip, ki lahko zmagali na bitki za talente. Skoraj vsi bi igrali proti vsem. Tako. Še dobro, da imamo v Sloveniji nekaj dobrih nogometnih sodnikov, da bi znali to. Tako, pri sodništvu smo zelo dobri. Super, hvala lepa. Lahko sedete. Zdaj imam še eno vabilo za vas in sicer zelo dobrodošli na naši aplikaciji Slido. Vtipkate preprosto kodo MČMBB in zastavite vprašanja za naše goste. Se pravi, kar na Slido nam napišete vprašanja, tako se bomo izognili temu, da vas morda ne bomo slišali. Zdaj prosim za nekaj vhodnih podatkov. Dr. Robert Kaše, vi ste izvedli zanimivo raziskavo in se veselimo torej teh iztočnic. Najlepša hvala. Se pravi, z MČM-om skupaj v lanskem letu naredili raziskavo na temo talentov. Hvala za kliker. In klik je tudi naredilo, ko smo se srečali, ko je izključila elektrika. Tole je slika besed, ki so jih talenti izbrali, ko so razmišljali, kaj je talent za njih. Malo si lahko pogledate. Skupaj bomo pa pogledali, katero zgodbo so pa napisali podatki, ki so jih young professionals oziroma potentials tudi uspeli vnesti v našo anketo. Pa da vidimo, kaj je tisto, kar so zapisali. Tole se mi zdi zelo pomembno. Se pravi, pogledamo talente in razmišljamo o njihovih kariernih preferencah izmed različnih stvari, ki so lahko izbrali. Se pravi, spraševali smo jih, ali jih zanima pot navzgor, ali zanima ravnotežje, svoboda, varnost v njihovi karieri. Tisto, kar so oni izbrali, je bil izziv. In kar je še zanimivo, ko se pogovarjam s kolegi iz drugih držav, ki so delali podobne raziskave s podobnimi vprašanji, pri drugih državah je ponavadi pot navzgor tista, ki je primarna. Pri nas je izziv. Razmišljamo, zakaj je to, mogoče potem kasneje v pogovoru, ampak verjetno tudi s tem, da so pri nas te karierne poti malenkost krajše, ki so kot kje druge in da zaradi tega je izziv tisti, ki verjetno tukaj prevlada. Tudi zanimivo, ravnotežje je bilo tisto, ki je pri Slovencih malenkost višje, tudi pri talentih, kot je pa drugje po Evropi. Takole, to so še podatki. Tale številka je zanimiva. Ta številka govori o koliko potencijala dejansko talenti mislijo, da je izkoriščenega. Se pravi, saj tretjino tega ne izkoristimo. Zdaj, ko sem se pogovarjal v pripravi to z našo voditeljico, rekli, da to je pa kar malo. Dejansko, kje druge rečejo, da je še precej manj izkoriščenega. Se pravi, tudi to je zanimiv pogled.
Talente smo spraševali tudi od tega, zakaj mislite, da podjetje pri vas izvaja talent management program. Dali smo pa tudi možnost, da lahko pišemo, nimamo talent management program. No in tole je tisto, kar smo dobili pri večini. Se pravi, nimamo dejansko talent management programa, kar je celo nekdo napisal, mi je bilo zanimivo, kakor jaz vem. Se pravi, da niti ne vemo dobro, kaj ne bi to bilo. To je seveda lahko tudi dobro, ker pomeni, da nekako uspemo talent management program razvijati na tak način, da talenti niti ne vejo, in to je včasih dobro. Govori pa tudi o tem, da te navade nekako nimamo. Tisti, ki so odgovarjali, zakaj imajo talent management program, so povedali, da je to nekaj, kar je prinesla mama, ponavadi multinacionalka, ali pa da imajo to za razvoj ljudi, ali pa za razvoj oziroma pregled tega, ali se potencial posameznika dejansko kaže skozi tak program. Na drugi strani smo pa ugotovili, da ta status biti talent, če je formalno izražen, se pravi, da nekoga proglasimo za talenta formalno, ali pa če nekdo ve čuti v organizaciji, da jaz pa sem tisti, ki sem med talenti, da dejansko ima pa zelo občutne učinke na posameznike. In sicer se taki posamezniki predvsem močneje identificirajo z tem, da so talent, lider, celo zvezda v podjetju, tudi bolj zaznajo, da imajo nek ugled organizacij, se pravi, s tem se da neka veljava in pa bolje pri sebi dojemajo, da so karierno uspešni. Da boste rekli, ja, to so oni, kaj pa tisti ta drugi, ki niso talenti, niso proglašeni za talente. Nekako bi predvidevali, da je tukaj potem neki nevoščljivosti. No in ko sem jih spraševal o tem pogledu, kako druge gledajo na njih ob tem statusu, smo pa ugotovili, da oni sami ne vidijo, se pravi, predvsem malo je bilo tega zaznanja neke nevoščljivosti direktne v zvezi s tem statusom. Talenti so ponavadi, zaradi tega, ker so sami dobri, pripadniki oziroma zelo radi imajo meritokracijo. Se pravi, da se ljudi napreduje, nagrajuje in podobno v zvezi z njihovimi zaslugami, v skladu z njihovimi zaslugami. Kar opažamo znotraj te naše ankete, ki smo jo izvedli, je to, da tisti, ki imajo večjo preferenco po meritokraciji, potem imajo tudi večje zaznane priložnosti za dobiti drugo zaposlitev na trgu. Ampak, kar je tudi zanimivo, več tudi kompulzivnega dela. Se pravi, tistega dela, ki lahko vodi tudi v nek burnout oziroma v neko izgorelost. Tole je stvar, ki je zelo običajna za talente. Ponavadi, ko vprašate, kako vi izpolnjujete svoje zaveze napram delodajalcu in kako delodajalec za vas, bojo vedno rekli naslednje. Če bi vprašali delodajalce, bi rekli obratno. In ponavadi se tako zgodi. Tisto, kar je zanimivo, je, da tisti talenti, ki so prej izbrali izziv, so tukaj še bolj zahtevni. Tisti zahtevajo še več od delodajalcev in večji delodajalci imate tukaj še mečkano več napora in prešerja, ki se na vas izvaja. Se pravi, če je talent v večjem podjetju dejansko zahteva pri teh zavezah na podlagi razvoja, na podlagi podpore pri uspešnosti, več kot pa, če gre za manjše podjetje. In še ena stvar, ki je zanimiva. Ko smo zasnovali to raziskavo, smo razmišljali, da se talenti, veliko bo nekega gibanja, veliko bo mobilnosti, ampak dejansko opažamo primerjalno z drugimi državami, in to je verjetno tudi, kar opažajo neka podjetja, tudi taki imajo pri nas tehnološke pa razvojne oddelke, da so naši talenti še vedno relativno zvesti. Ker če pogledate skozi tiste, ki smo jih imeli v naši anketi, jih je pri istem zaposlovalcu še vedno od 50 do 80%. Pri tistih v mlajših kohortah, tistih, ki so šele zdaj zaključeni z programom JP-om oziroma YP-om, jih je v bistvu 80% še vedno pri istem zaposlovalcu. In pa na drugi strani tisti, ki so v starejših kohortah, še vedno polovica, kar je v bistvu za tak profil veliko. Zaključil z tem, da so naši talenti uspešni. Ko jih vprašate, ali ste nadpovprečno uspešni, oziroma ste povprečno uspešni, ste podpovprečno uspešni, ugotovite, koliko jih je bilo takih, ki so odgovorili, da so podpovprečno uspešni ali pa malo podpovprečno uspešni. Se pravi, vsi se tukaj čutijo, kot da so nadpovprečni ali zelo nadpovprečni. Ko smo jim dali mečko drugačno vprašanje, smo vprašali, kako ste v skladu z vašo kariero glede na časovni horizont,
jih je nekaj rekli, da so precej prej, večino jih je on track oziroma jih je bilo na tistem mestu, kjer si želijo. Ne. Ko smo jih poprašali za bolj številčno oceno, so si dali 7,5–10. Toliko da približno. In kaj smo ugotovili, kar se tiče drugih vidikov napredovanja, še dva bi omenil, preden gremo v daljšo diskusijo. Ugotovili smo, da je tukaj napredovanje v tej skupini po programu YP, saj 2,23 krat so bili napredovani ti posamezniki in pa večina jih je imela dvig zaslužkov nekje med 16 in 30% od zaključka YP programa. Z seveda precej velikim razponom, tudi do precej večjih številk smo prišli zraven, ampak nekje v povprečju smo se pa gibali v tem razponu. Vsem predajam besedo nazaj. Hvala lepa, fantastično. Hvala lepa, Robert Kašel. Ja, ogromno istočnic smo dobili, pa bom pograbila kar to, dajte mi izziv, ne. Nana, izzivi za talente, pa morda potem prosim tudi vas, gospa Ksenija Klampfer, če se boste lahko navezali, se pravi, kaj pa so dejansko v Sloveniji še izzivi in kaj so preprosto ovire? Ja, skratka, morda bi začela, kot sem rekla, večplastni razgovor. S čimer smo se ukvarjali na Snežni kepi zadnje 2 leti, je v veliki meri predstavil tudi izredni profesor Kaše. Tudi jaz sama sem sodelovala v tem vašem vprašalniku, ki je bil izredno celovit. Tudi nekaj časa je vzel. Ampak v bistvu tako je, no. Podobno vprašanje smo mi zastavili talentom znotraj 10 generacij AmCham Top Potential in nekako so izpostavili 6 področij, med drugim seveda davčni sistem, gospodarsko politiko, izobraževanje v smislu negativnih izzivov. Tako da pozitivnih izzivov v Sloveniji je veliko, jaz mislim. Če začnemo z okoljem, z varnostjo, z enakopravnostjo žensk, vse to so čudovite možnosti, na katerih lahko gradimo. Ugotavljamo pa skozi to 2-letno delo nečesa, kar je bolj podobno think tanku na Snežni kepi in veliko pogovorom, motrenjem, hekatonom tudi, da v bistvu vsa področja preprosto ne vsebujejo dovolj vrednote podpiranja talentov. Zdaj, tudi recimo, ko smo omenili Talent Management Program, se pravi, oseba, če se počuti, da je vrednotena, se bo počutila dobro. Bo najbolje delala in bo tudi zelo zvesta tej družbi. In dokler bo pač temu tako, in če ta vrednota, kako bi rekla, pripojuje družbo, potem se tudi talent dobro počuti v taki družbi. Pri nas pa v bistvu, sicer mi zelo govorimo, da podpiramo, ampak recimo nekatere stvari preprosto ne zasledujo dovolj dobro te vrednote. In na vsakem izmed teh področij, se pravi, ne bom začela z davčnim področjem, ker je približno jasno, kakšni so verjetni rezultati takšnih anket. Izobraževanje, na primer, smo vsi enotni, da je čudovito zastavljeno, celovito. Konec koncev ga ne morem kritizirati, kajti tudi jaz sem prišla do doktorskega naziva v tujini, med drugim do Harvard degree z našim izobraževanjem. Se pravi, naše izobraževanje je super, ampak morebiti je premalo poudarjanja na tistem, ki želijo več od tistega, bomo rekli, kurikuluma, ki je zastavljen. Tako da, bomo rekli, če dam odgovor, ki povzema vse 2-letno delo Snežne kepe, je, da pač zastavimo si krasno, če si zastavimo vrednoto podpiranja talenta, ampak potem moramo to konsekventno opredeliti v naših politikah, če govorimo o družbi. Ker recimo podjetje, recimo, če si zastavi talent, imamo potem Talent Management Program. Če bi si pa država kot prototip to zastavila, je pa potrebno potem to izvesti v pač tudi politikah. Se pravi, da se ne utrudimo prehitro, da se ne opehamo. Gospa Ksenija Klampfer, kaj so torej po vašem mnenju glavne ovire in kaj so izzivi? Morda to, kar Nana pravi, da je dobro? Jaz mislim, da še vedno so glavne ovire stereotipi. Še vedno imamo veliko stereotipov. Ugotavljam, da je 70% delodajalcev se niti ne trudi zadržati v delovnih procesih starejše. To je velik problem, glede na to, da se soočamo z demografskimi izzivi.
In ključno tukaj se mi zdi, da začnemo odpravljati stereotipe, vse te meje, ki se ustvarjajo v glavah, da so starejši počasni, togi, da zavirajo delovni proces in hkrati začnemo razmišljati oziroma glasno govoriti, da starejši pomenijo znanje, izkušnje, ne nazadnje večjo lojalnost podjetju. In to je tisto, kar tudi ugotavljamo, da imamo v Sloveniji zelo velik strukturni problem. Delež starejših imamo eden najnižjih v Evropi, slabši so samo še Grki. In povprečno se nam delavci umikajo iz trga dela pri 58 letih. Ljudje z ogromno znanja, z ogromno izkušnjami. In vzroke, ki smo jih iskali, zakaj? Zato, ker se enostavno ne počutijo dobro na delovnem mestu. En vidik je ta, da je sama mogoče ergonomija delovnega mesta takega, ki mu ne omogoča, da bi tam ostal in se razvijal. Zelo veliko pa to, kar ugotavljamo, da podjetja ne obvladajo psihosocialnih tveganj. Ljudje se umikajo zaradi odnosov, ravno zaradi tega, ker se ljudje ne počutijo sprejete, ne čutijo se cenjene, ni tiste, da bi delavcu, posamezniku dvignili lastno vrednost, da bi se počutil kot del sredine in ker se tega ne počuti, seveda se umakne, ampak umakne se tudi s svojim znanjem, s svojimi izkušnjami in to je največja škoda. Stereotipi, zelo dobra istočnica, vseeno še kakšna morda bolj oprijemljiva, Nana je na kratko nagovorila davčni sistem, izobraževanje, karkoli, kar bi se dalo tu spremeniti, kar so recimo visoke ovire za talente? Ja, jaz mislim, da sam izobraževalni sistem imamo dober. Tudi na ministrstvu imamo razvite 3 različne oblike štipendij, ki spodbujamo. Tudi izobraževanje v tujini, so novo štipendijo Ad Futura, Zoisove štipendije, kadrovske štipendije. Ključno se mi zdi, da se posamezniki srečajo z podjetjem oziroma študenti srečajo s podjetjem v času študija, da delodajalci prepoznajo te študente, jim dajo določene razvojne projekte in na ta način se spoznajo obojni. Tukaj, jaz mislim, še to sodelovanje samih delodajalcev pa študijskega programa je ključnega pomena in bo tudi omogočilo hitrejši vstop mladih na trg dela, kar je pa tudi eden izmed strukturnih problemov. Če se je zdaj že kdo strašil, da bomo šli v smer, kaj naj država naredi, bom zdaj hitro obrnila še vprašanje v drugo smer. Matic Vošnjak, Ksenija Špilar-Božič, oba izpostavljata tudi osebno odgovornost talentov za razvoj. In če se navežem na tole predstavitev, ki jo je pripravil dr. Robert Kaše, občutek, da talenti dajejo organizaciji več, kot dobijo nazaj. Spravi, je zdaj problem v talentih samih in morda kje je tu vloga vodje pri usklajevanju teh nesoglasij. Takoj, ko sem rekla vodja, se je Ksenija nasmehnila, dajem vam najprej besedo. Ja, tako, ko sem bila že nagovorjena, res poudarjam pri talentih to osebno odgovornost in to je prvi korak, se pravi, da ko prideš v neko organizacijo, da ne čakaš, da ti bo nekdo ponudil priložnost pa izziv, ampak da sam iščeš te izzive. Čez vikend sva imeli s hčero eno tako debato, ki je prepoznana kot talent, je v talent poolu in koliko se še potiskati naprej, pa imam probleme potem za sodelavkami in sodelavci, ker kam se rineš, v bistvu, zakaj. Ampak se mi zdi, da je to edini način, da tudi če nimaš vodje, ki bi to prepoznal, da pokažeš, da mogoče pokažeš nekomu drugmu v organizaciji, da želiš, da hočeš razvijati se, da hočeš v bistvu prispevati in zato vidim to veliko vrednost osebne odgovornosti. In jaz pol tudi, če tak talent ni prepoznan v organizaciji, ko pride nekdo tak do mene, ne vem, ko ga mentoriram, rečem, ja, ok, glej, če imaš občutek, da si naredil vse, potem si poišči novo okolje, kjer bo to cenjeno. Ker se mi zdi, da je to tudi sporočilo delodajalcu, vodji, glej, če ne delaš pravih stvari, ti bojo ljudje odšli. Tako da ta osebna odgovornost je zame res ključnega pomena. Odgovornost in tudi neka vrsta pogum, ne? Tako, ja. Matic? Jaz bi mogoče začel še en korak prej. Vse, kar v življenju počnemo in vse, kar se nas dotakne, je to, da se hočemo v bistvu počutiti dobro.
In iz tukaj v bistvu izhaja potem v bistvu naša notranja motivacija, da dvignemo ritem in jo dejansko prestavimo. Ne? In nihče me ne more motivirati, da jo bom dvignil, kot jo lahko sam. Ne? In če to razumemo, mogoče potem tudi kakšno odgovornost razumeli, ne? In ko pridemo do stimulusov konstantnih, dajte mi izzive, ne? Imam jaz v bistvu tukaj kar mečkarnenih težav, ne? In sicer o tem, da prej si zelo lepo povedala, da v bistvu rabimo 10.000 ur, da bomo mojstri nečesa, ne? Ampak v današnjem svetu pa v bistvu kako vzgajamo mladino, ne? Pa to, da ja, lej, super, si fantastično, si tole naredil, pa veš, da ni, ne? Ampak, ko nekomu rečeš, da je super naredil, mu v bistvu daš, okay, rabim nov stimulus, ne? In kam zdaj v bistvu lahko to dejansko pripelje, kam v bistvu smo vzgojili nove generacije in kako bojo iskale te stimuluse vedno znova in vedno znova, ne? Tukaj mogoče ena stvar z moje strani. Nana, Robert, talenti zelo veliko pričakujejo od sebe. To je dejstvo. Kako potem naj se obnašajo do sebe, do svojih kolegov v timu ali pa morda do podrejenih, če prevzamejo voditeljsko vlogo, da niso nenormalno zahtevni ali pa da ne zgorijo, ne? Omenjali ste kompulzivno delo. Ja, treba je poznati svoje meje. To, mislim, da to gre s tem, kar je tudi Matic povedal, da tudi zaradi vzgoje vsega ostalega, zaradi sveta, družbenih medijev, v katerih živimo. Pogosto talenti potem pregorijo, ker hočejo od sebe preveč in to potem prenašajo tudi na druge, na svojo okolico. In seveda to, ko pride to potem od okolice, to kompulzivno delo in pride nazaj potem proti talentu, se pogosto tukaj potem zatakne in pride do problemov. Tako da tukaj treba prepoznati, kje so tiste meje, ko v bistvu z prevelikim delom. Ko te nekaj veseli, ne, lahko delaš zelo veliko, delaš dobro, ampak ko naenkrat ne ogrožaš s tem tudi samega sebe. Ker kompulzivno delo pridemo do tega takrat, ko pa niti ne uživaš več v tem delu, ko si že prišel do tistega območja, ko si prekurjen, če tako rečem, pa še greš naprej. Ne? In če to potem prenašaš tudi na svoj tim, seveda potem iz tega ne more nastati nič dobro. Jaz mislim, da kot voda je bistveno empatija do ljudi, ne pač prepoznati, videti ljudi, prepoznati njihove talente, jih podpreti. Vsak v delovnem timu ima svoje talente, ki jih je potrebno prepoznati in podpreti. In pa seveda osmišljenost, lepo prejemo spet do vrednot, zakaj počnem. Večkrat bi se bilo potrebno vprašati pred izgorelostjo, zakaj to počnem. Ne? Če v bistvu, ali je to smiselno, ali se te vrednote skladajo z mojimi, absolutno z odgovornostjo, ne? Ampak če v bistvu v delovnem timu vsi člani razumejo, zakaj nekaj počnejo, ne? In se ustavijo, preden padejo čez rob, da ne vedo več, kaj počnejo in zakaj je potrebno toliko eforta, potem je tudi izgorelosti manj. Tudi jaz osebno in pač v delovnih okoljih, ko vidim, se mi zdi, da če je ta vrednostna komponenta in podpiranja je v bistvu zadovoljstva več in potem izgorelosti posledično manj. Je pa treba imeti balans v življenju in je fajn, to se vemo, da Slovenci imamo večje potrebo potem. Ja, super, lahko se Matic navežete, jaz se čas preverim slajdo, prosim, ja. To, kar bi jaz mogoče pri izgorelosti vendarle še tudi dodal, to, kar smo se mi da tudi že prej pogovarjala, sicer trenirati treba, ne? Ja, ne, trenirati treba, ne? To se pravi, če jaz vem, da moram iti na maraton, ne morem sam copati v but pa iti teč, ker se ne bo dobro končal, ne? To jaz mislim, da je smrtno nevarno za mene, ne? Če pa v bistvu vsak dan malo treniraš, pa mogoče vendarle verjetnost, mislim, ne bom probal, obljubam, ampak verjetnost pa je, da se bo zgodilo, da bom ta maraton tudi odtekel, ne? In potem tudi izgorelosti lahko mrzne. Dragi sodelujoči v tej zanimivi razpravi, imamo kar nekaj vprašanj na aplikaciji Slido. Morda, Robert, za vas je bilo prej eno vprašanje, pa se je zdaj spremenilo. Kdaj bo možno prebrati rezultate raziskave, ki ste jo predstavili, čisto na kratko? Ja, seveda, ta raziskava, kot je bilo rečeno, je precej obsežna, ne, in mi delamo na tej raziskavi, tako da bomo v nekem doglednem času tudi potem podali rezultate. Jaz mislim, da to v kakšnih parih mesecih bo tudi na razpolago, da se bo lahko kaj prebralo. Je pa res, da so tudi talenti že sočasno poskušali, takoj smo jim podati
povratno informacijo, osebno povratno informacijo, tako da upam, da tisti, ki ste tukaj in ste izpolnjevali, ste s tem bili zadovoljni, to se ne dogaja tako velikrat pri nas, ne? Tako da je vsak lahko že dobil neko personalizirano povratno informacijo, več o tem, kakšni so pa te vzorci in tudi primerjavo potem s tujino, ker sodelujemo z drugimi kolegi, pa recimo v teku tega leta. Vprašanje za ministrico, kaj v naši državi imamo, da lahko ljudje svoje talente izkoristimo v polni meri, se pravi, kaj imamo in kaj nam manjka, kateri ukrepi so potrebni? Hvala lepa za tole vprašanje. Jaz mislim, da v naši državi imamo vse. Da lahko ustvarjamo, da lahko izživljamo svoje talente, imamo dober izobraževalni sistem. Jaz tudi mislim, da imamo zelo dobro poslovno okolje, kjer lahko seveda nekdo tudi, če vkolikor ni zadovoljen v delovnem okolju, v katerem je, lahko tudi danes živimo v času hitre gospodarske rasti tudi zamenja. Tako da, ja, ampak kot pravim, prav gotovo še pa veliko izzivov, predvsem kako se znajti v tem okolju. Mogoče bi samo še dodala, da ne pozabim, ključno se mi zdi pri talentih, izpostaviti tudi usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. In mislim, da tukaj kot državi nam še pa to manjka, predvsem, da odpremo tudi to teme, kako zaposleni pravilno usklajevati poklicno in zasebno življenje in za temi temami tudi naslovati delodajalce. Ko omenjate, da lahko talenti tudi zamenjajo podjetje, zdaj v teh časih lahko seveda zamenjajo tudi državo, ne? Tudi. Kaj potem narediti, da se vrnejo, recimo, da bi bilo privlačno, da bi se vrnili? Ja, to je eden izmed glavnih izzivov. Beg možganov je nekaj čisto normalnega, dogajalo se v preteklosti, dogaja se danes in se bo tudi v prihodnosti. Samo ocenujem, da je to prav, da ljudje gredo v tujino, pridobijo nova znanja, izkušnje in se potem s temi znanji in izkušnjami tudi vrnejo nazaj. To je nenazadnje tudi gibalo napredka. Pa vendarle vsi skupaj in vsa ministrstva med sabo povezane se moramo truditi, da pa bo Slovenija toliko privlačna, da se bomo vračali. Zakaj? Zato, da imamo tukaj dobro stanovanjsko politiko, dober izobraževalni sistem, družinsko politiko, skratka, da bo lahko posameznik in pa seveda, kar je najpomembnejše tudi dobra delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, da bo posameznik lahko seveda razvijal tukaj svoj talent in pa seveda živel tudi dobro svoje zasebno življenje. Matic, kolikor vem, je Competo sodeloval v eni raziskavi in ujela sem naslov, po raziskavi manj kot polovica jih razmišlja, da bi se vrnila. Ok, pač naslovi so takšni, kot so, ampak morda, če lahko malce bolj racionalno razložite. Sodelujemo v raziskavi, v celem projektu Top Job Ambassador, častnik Finance ga vodi, mi smo zraven, gospodarska zbornica zraven, kulturni menedžer je zraven. 47%, sicer ja, res smo napisali samo, ampak meni se zdi to dobro. To se pravi, če jih vsako leto gre tam med 8 pa 10 tisoč, v zadnjih 15 letih, bo noro veliko ljudi pa šlo nazaj, kar je v bistvu za nas samo odličen podatek. Je pa res, da imajo določene izzive, kako prideti nazaj, kako se nazaj v delovno okolje, sploh najdeti priložnosti. To pa je tisto, kar je Robert prej povedal, da v bistvu v Sloveniji vendarle, kakorkoli je, smo na nek način v smislu korporacij omejeni in vprašanje, kje delajo in kako delajo. Je pa res, da pač gibalo na koncu gospodarstvo pa nas niso velike korporacije, ampak so majhna, srednja podjetja, kjer bi pa znanje nekoga, ki je iz tujine prišel, lahko fantastično izkoristili in unovčali. Če se prav spomnim, iz te raziskave izpostavljajo tudi to, da se želijo vrniti, če bi imeli urejeno delovno okolje, se pravi, da so jim zelo pomembni tudi odnosi v delovnem okolju, pa da ko pridejo na razgovor, da jim ne rečejo, vi ste pa prekvalificirani za tole delovno mesto. Se pravi, ogromno tudi takšnih izkušenj, malce podcenjujočih, oziroma se najbrž vsi veste, ko smo imeli v osnovni šoli kakšnega sošolca, s katerim nihče ni igral med dvema ognjema, je bilo vedno, ti si talent, To je pomenilo, da te bo žoga zadela kmalu in bomo izgubili. Se pravi, znamo v Sloveniji tudi besedico talent uporabljati kot neke vrste žaljivko, ali pa smo jo včasih
v osnovni šoli. Morda Ksenija Špiler-Božič, za vas vprašanje, ne? Kako pa razvijati to pozitivno kulturo do talentov, da ne bodo te pohvale, v smislu, ko nekdo naredi nekaj več, nekaj bolje, v smislu, se pa nagaral, ne? Kar izzivalno vprašanje. Tudi v takem jeziku je bilo zastavljeno. Mislim, res gre za zelo kompleksno zadevo, ker gre za spreminjanje te vrednostnega razmišljanja, tega mindseta v organizaciji in v družbi, da talent ne postane glih, da ne uporabim besede. Se mi zdi, da je pomembno pokazati in se pogovarjati s temi talenti oziroma tudi te primere talentov izpostavljati, kaj lahko talent res prinese. Se pravi, da ga naredimo, da je vseeno človek, da je v bistvu ni superman ali pa ne vem, super ženska, ampak da je to vseeno človek, tako kot vsi ostali in da lahko prispeva mogoče nekoliko več in v senci tega talenta, se pravi, če dela v timu, jaz verjamem, da lahko tudi ostali dajo več od sebe. Se pravi, da vidimo to dodano vrednost, če nekdo res zna, želi, lahko potegne tudi za sabo druge. In to je tisto, kar se mi zdi, da bi bilo fino, da bi znali narediti. Na to prejšnje sem se hotela še navezati, kako jih dobiti nazaj. Meni se zdi tudi fantastičen ta podatek, če se jih želi polovica vrniti. In verjetno tista polovica, ki ima še vedno stik, kakršenkoli stik z državo, z družino, z podjetji, z družbo, bo večja verjetnost, da se bo vrnila nazaj. In mi moramo na to paziti, da obdržimo ta stik s temi ljudmi, ki so odšli ven, da sploh vemo, kje so, kaj počnejo in razmišljati, kje jim ponuditi priložnost, kam jih povabiti nazaj. Ker če bomo izgubili stik, potem so izgubljeni. Ker res ne vemo, kje so in kaj počnejo. Mogoče, če lahko dodam, imamo že predstavnica Outfita 7 tudi tle. Mi smo se v bistvu, vi imate kar nekaj tujcev, ki so svojimi spavsi spršli v Slovenijo in niste vedeli, kaj... Tako, in niso vedeli, kako zdaj to asimilacijo v slovensko družbo narediti. To smo v bistvu mi skupaj naredili en program, My Career in Slovenija. Letos smo ga zaštartali, ta prvi so že šli čez to, so že tudi v bistvu dobili službe, neki ljudi je svoje podjetje odprlo. Težko je tudi dobiti informacije, kje sploh, kako lahko na našem trgu zaštartajo. V bistvu nekaj smo naredili. Mogoče pa lahko razmišljamo v bistvu, kako narediti, kako se vrniti v Slovenijo, tudi še en program v bistvu v tem smislu, da se pravi, da nekdo ve, kam se lahko obrne, kdo mu lahko pri kakšni zadevi pomaga, ker to ni enostavno, na koncu konca. Nek tak kaži pot. Robert? Jaz sem hotel samo to poudariti, da v bistvu razmišljanje o ljudeh, ki se bojo vrnili v Slovenijo, pa imajo ta stik, afiniteto do Slovenije, je drugačen pogled, drugačna ponudba vrednosti za njih, da se vrnejo, kot da recimo privabimo talente od drugod v Slovenijo. In če hočemo tudi talente, tukaj pa vemo po GTCI-ju, da smo pa tukaj šepamo. Se pravi, nam še bolj manjka razmišljanje, kako privabiti prave tujce v Slovenijo, prave talente v Slovenijo in kaj njim ponuditi. In seveda neko podjetje, ki ima pravo ponudbo prednosti, to lahko naredi. A imamo to tudi kot država? A je znamo komunicirati? Se pravi, na koga se obrniti, ker rabili bomo tudi pomoč talentov iz tujine. In to je drug način, druga ponudba vrednosti, kot je pa za tiste, ki že imajo afiniteto in vejo, kaj Slovenija bi se radi vrnili. Fantastična istočnica, Robert, naredimo prosim hiter krog vsi govorci, ko pravite, če imamo idejo, če imamo strategijo, kako pritegniti te tujce. Nekako po zgledu I Feel Slovenija, pa je Love izpostavljen, se pravi, tako kot se borimo za turiste in res se mi zdi, da se borimo za turiste, kako bi se borili za talente? Ana. Ja, v bistvu, zdaj tako je, tujci proti Slovencem je lahko boriti za talente je ne samo, da pokažemo, da imamo krasno državo, ampak da imamo tudi državo, ki je pretočna, v kateri lahko še vedno, kar je res, si zaželimo, pa se zadevo resniči.
nimamo nekih hierarhičnih struktur, ki so tako toge, da ne bi bile stvari mogoče. Tako da ne samo I feel Slovenija and I feel love, ampak I feel the possibility. Ne? Tukaj je bilo treba se mičken administrativne postopke umiriti, no? Posebej za tiste, ki mi pravimo red carpet ljudi, ki pač želijo priti, pa bi bila zadeva čisto redo. Ne? Tako da začnemo vrednostno gledati, ja, there are possibilities, mi jih imamo in dajmo samo mičken tone down pri določenih zadevah, pa bo vse super. Super, Matic? Jaz sem po moje 10 let nazaj eno raziskavo gledal, kjer je ena FMCG podjetje je delalo o zahtevnosti slovenskega potrošnika. In smo bili svetovno gledani na drugem mestu. Ne? Kar je fantastičen podatek, ampak kaj bomo zdaj s tem podatkom naredili? Ne? Mi smo se tudi z M-Chamom že pogovarjali o uvajanju novih poslovnih modelov. Kaj si lahko en poslovnež želi bolje kot državo z 2 milijoni prebivalcev, ki je druga po zahtevnosti potrošnika, da preverja poslovne modele. Ne? Tako, ne? Se pravi, v vsej realnosti, to se pravi, če pri nas mu nekaj ne rata, ne bo nobene škode si naredil, ne? Mi mu pa lahko povemo, ali bomo to svetovno rata. In tako mogoče razmišljati tudi v življenju bi nam bilo v bistvu vidika države bistveno boljše. Ja, se pravi, ta pesem za New York, ne? New York, ja. Ministrica, kakšna bi bila vaša ideja za to neko kampanjo ali pa to, kako I feel Slovenija porabiti še za talente, ne za turiste? Ja, prav gotovo je to, da pokažemo vse, kar lahko znamo, oziroma da vse te naše poslovne modele prikažemo na zanimiv način. Absolutno, kot ministrica lahko rečem tudi, da imamo precej administrativnih ovir. Veliko je podjetij, ki želi, da pridejo drugod inženirji, sploh na področju farmacije, IT-ja, tukaj imamo veliko pomanjkanje kadrov. Sigurno administrativne ovire so velike in tukaj bo v prihodnosti potrebno nameniti več pozornosti, kako in na kakšen način hitreje, da seveda lahko pridejo, ampak skupaj za družino. Ne. Vedno pozabljamo, da ni samo strokovnjak oziroma talent, ki pride k nam, da moramo seveda ustvariti tudi okolje, da se bo odločil tukaj živeti in se tudi ne samo, da tukaj dela, čim prej tudi integrira v družbo oziroma čim lažje integrira v družbo, da imamo celoten sistem izoblikovan. Tukaj je pa potem naloga države. Ksenija, Robert? Meni se zdi, da moramo mogoče iti en korak nazaj, da se moramo sploh to dati na agendo, to ambicijo, da si to želimo, ker se mi zdi, da še vedno, ne glede na to, da smo odprti, da smo sredi Evrope, da nismo bili tako dovzetni za tujce. Mi vse, kar je malo drugače, ne govorim zase, ampak še vedno v družbi gledamo malo z rezervo. Se pravi, da najprej si rečemo, ok, to je zdaj naša strategija, želimo dobiti ne samo naše mlade ljudi nazaj, ampak želimo vse talente privabiti. In ko v bistvu se mi, ne vem, to mi pa govori izkušnja življenja v tej državi, da ko se mi v nečem poenotimo in ko imamo skupen cilj in skupen izziv, bomo našli tudi pot, a ne kako pogledati čez mejo in kako najdeti način tudi zelo inovativne prakse, da jih privabimo noter. Srečujem pa vsak dan na terenu ljudi, ki prihajajo iz tujine na projekte, prihajajo z družinami in raven prejšnji teden sem slišala en primer, gospod na dosti visokem položaju odhaja v skupini nekam drugam, drugo državo, družina želi ostati tu in se ne seli. Pravi, imamo nekaj, ne? Samo res moramo sami začeti verjeti v to, da smo vredni, da pridajo te ljudje k nam. Pravi, fantastično. Najprej se poenotimo in bolj moramo verjeti v to. Meni se zdi, da je vprašanje, jasno, da država hoče privabiti talente. Zdaj vprašanje pa kako, na kakšen način to narediti najboljše. A bo to najboljše, če gre država z nekim centralnim
propagandnim shodom v to zgodbo, ali enostavno najde projekte in poskuša podjetja, ki pa imajo vizijo koga, kje, kako, in jih spodbudijo, da v bistvu podjetja prevzamejo to inicijativo pod nekim držnikom države, da uspejo potem privabiti talente in potem nekake te projekte sponzorira država. Jaz se bojim, da so talenti premalo glasni v primerjavi z vsemi ostalim, ki so glasni v Sloveniji, pri zagotavljanju neke agende za talente. Na podlagi podjetja pa že imajo svojo ponudbo vrednosti, vejo, znajo pritegniti, verjetno bi še kakšno podjetje na podoben način, kot ste recimo vi to naredili, lahko pritegnilo talente, ker bojo bolj znali specificirati. Danes hoče talenti zelo jasno, specifično ponudbo. In to bo težko država kot celota v tem kontekstu po moje zelo hitro zagotovila. Podjetja bojo pa to relativno hitro lahko. Robert, zdaj me zelo zaskrbelo, ko pravite, da so talenti premalo glasni. Se mi zdi na trenutke, da smo tudi mi, samo prosim pomahajte zadnjih vrst, če nas še vedno slišite. Ja, dobro, okej. Nana. Ne, se točno to mogoče bi se navezala na vse, kar je bilo rečeno. Dejstvo je tudi to uvodna misel, moj talent se bo znašel sam, bo poiskala tisto okolje in v bistvu iz vidika tudi recimo Outfit 7 je čudovita zgodba, ki potem čez čas ima sama to pritegnitveno jedro, ker je pač in vrednote in uspeh in vse. Tako da predvsem je za neko okolje, ki bi želelo pritegovati nazaj ali pritegniti na splošno bistveno, da je, se strinjam, ne toliko centralni plan, kakor mora biti malo bolj light. No? In v bistvu tukaj recimo ta, bom rekla, uspešne zgodbe bodo nastajale, samo da jih ne popolnoma ne zatremo z raznimi administrativnimi ukrepi, no, tako je, no. Pa seveda živimo znotraj Evropske unije, kjer je ogromno tudi sredstev mogočih in tako, mogoče, da bi sam ta, bom rekla, del postopkovni naredili majhno bolj pretočen, pa bi šlo, ne. Zdaj, ker mislim, da pool talentov v Sloveniji je nedvomno obstaja, ne? Če samo pogledamo na število prebivalcev, ne zdaj samo športnike, ampak tudi gospodarstvenike, fantastične zgodbe, ki so praktično se dvignejo iz obrtniških navzgor, ne? Ali pa iz majhnih skupin navzgor, start-upov, očitno to je. Se pravi, mogoče bilo treba ne bolj navaliti, ampak mogoče malo bolj na lajce staviti, no? Ja, Nana vedno pravi, da je Slovenija nek bazen za talente in to se mi zdi zelo dobra primerjava. Matic, resnici na ljubo tekmujemo tudi za talente, ki imajo samo neke veščine, ne vemo pa še, kaj točno bodo počeli, ne? Govorimo o veščinah prihodnosti, o poklicih prihodnosti. Katere bi tu izpostavili, na kaj moramo biti pozorni? Na veščine. Zdaj, OECD je zelo lepo definiral kompetence prihodnosti, tako da če bomo na tem delali in jih vpletali v izobraževalni sistem malenkost bolj, se mi zdi, da bi se nam kar dobro, lahko dobro kaže. Predvsem, kar se mi zdi pomembno, je, da naredimo en balans med podajanjem znanja in pa treniranjem veščin, ker glede na to, da 50% delovnih mest jih sploh še ne obstaja, moramo v bistvu krepiti kompetence za to, da bomo lahko konkurenčni oziroma karkoli nam bo že prišlo nasproti, lahko delali. Ena izmed ključnih, ki jo pa sam gledam, pa se mi zdi v bistvu izjemno pomembna, je pa resilience, to rečemo odpornost. Se pravi, to kompetenco v bistvu trenirati, ker spremembe, pač, če si mi domišljamo v naših letih, da se je marsikaj spremenilo, nam po moje ni nič jasno, kaj vse čaka mlajšo generacijo. Spravi, čim manj vate. In tu z veseljem predstavljamo projekt, ki išče rešitve prav za te izzive, s projektom Učitelj sem, učiteljica sem, ki ga je v partnerstvo za spremembe prijavila MČM Komisija za prihodnost dela in izobraževanja. Želimo torej s pomočjo tistih učiteljic, tistih učiteljev, ki delajo dobro, ki delajo drugače, ki svoje delo opravljajo z veseljem, predstaviti zgled. In poglejmo motivacijski video. Učitelj nikakor ne bi smel biti učitelj, ampak navduševalec. Živjo.
S projektom Učitelj sem, učiteljica sem želimo najti in vzpostaviti učitelje, ki znotraj obstoječega šolskega sistema pišejo izjemne zgodbe. Radi bi omogočili pretok znanja in dobrih praks med učitelji. Učiteljskemu poklicu želimo vrniti ugled in spoštovanje. Za učiteljski poklic moramo navdušiti prave pedagoge. Imane košček kovine magnezij, ki ga uvidimo spodbuditi, da se začne reakcija s kisikom. Ta zagori, nastane nova snov, ki je za kemijsko spremembo. Ta nova snov je snov, ki uporablja v gimnastiki. Kuzo! Če bi jaz tako to še tudi sigurno, da bi bil študiral s mogoče. Pa vi poznate takega učitelja, ki je pravi ambasador svojega poklica? Prijavite ga na spletni strani učitelj sem.si. Kaj je rekla? Magnezijev oksid. Nisi ti včasih plezali? Ne, marči. Zelo veliko jim pomeni, kadar jih poslušamo in upoštevamo njihove interese in neprecenljiv je izraz na njihovem obrazu, ko v testu morda zasledijo svoje ime ali pa svojo najljubšo skupino, ali pa morda pride kot skrivni gost na razredno uro oseba, ki so jo do sedaj poznali samo preko YouTubea. Zdaj ste spoznali Bredo in Renato. Če so še drugi. Učiteljica sem. Ja, tako ta aplavz sem razumela tudi kot zahvalo in pohvalo vsem tistim krasnim učiteljem in učiteljicam, ki so nas spremljali v času naše osnovnošolske, srednješolske poti, pa potem na univerzi. Zdaj se selim k vašim vprašanjem. Najlepša hvala, ker pišete na slajdo. In začenjam morda, Robert, za vas tale izziv, pa Matic za vas. V pripravi je pilotni projekt izmenjave talentov med podjetji. Katere prednosti in ovire vidite pri taki izmenjavi? Super projekt, zato ker v bistvu spodbuja delitev znanja, predvsem tihega znanja, ki ga je težko drugače deliti. Preseči je treba posestvo nad temi talenti. Se pravi, da bodo to kroženje tudi potem zaživelo, ker če se bomo preveč držali, potem to ne bo uspelo. To oviro recimo lahko bi predvideval iz tega. Drugače pa vidite samo prednosti? Vidim prednosti, ker na tak način se lahko deli znanje med podjetji, talenti pridejo v drugo podjetje, vidijo, kako se stvari delajo tam, prenese to potem nazaj v svoje podjetje, to je odličen projekt. Če presežemo to vrtičkarstvo na talenti, ki se pojavlja ne samo med podjetji, ampak velikokrat tudi znotraj podjetij. Velikokrat bi že znotraj podjetij tako kroženje bilo čisto koristno. Da nekdo iz svojega oddelka ne spusti. Pa ne moj. Ja, moj. Ja, tudi v tej zgodbi konkretno absolutno sodeluje. V bistvu smo ga razvili skupaj na HR Hackathonu, na ta prvem, ki se je zgodil na Danfosu. Jaz mislim, da to je en fantastičen projekt. Predvsem namen tega je razumeti, da v bistvu v enem podjetju, ene podjetja so malo večje, ena so malo manjša, ne moreš imeti vsega znanja in tudi kupiti znanje je lahko včasih ekstremno drago. Lahko si pa posodimo ljudi, da nam znanje prehaja znotraj podjetij in to se mi zdi fantastična ideja, ki smo jo seveda z veseljem tudi organizacijsko podprli. Mateja je tle v bistvu ena izmed nosilk te zadeve in jaz upam, da bo to samo še raslo in šlo navzgor. Ksenija Špilar-Božič, kako pravilno obremeniti talent, pričakujejo izziv, a ne želimo izgorelosti? Kako najti pravo mero? Se pravi, ne zdaj, da vsak zase ve, ampak vprašanje, če prav razumem, kako pravilno obremeniti, se pravi, ko dajemo naloge? Ja, da vlečnega konja ne Tako, ja. uničiš. Tu pa je vloga vodje definitivno pomembna, da znam pravilno razporejati oziroma da zna tudi nekoga, ki je zagnan, ki se vrže na glavo v več različnih projektov, da ga znaš usmerjati, da ga znaš ustaviti, da mogoče malo
ta tempo upočasniš. Ja, vloga vodi definitivno. Naslednje vprašanje. V EU je prost pretok ljudi, države se delijo na tiste, ki so vir in na tiste, ki so destinacija talentov. Grozi izpraznjenje od talentov celih regij? Gospa Ksenija Klampfer. Ja, mogoče bi se lahko strinjali delno tudi s to ugotovitvijo. So seveda destinacije, ki so bolj privlačne, je pa seveda, sicer v Evropi ni mogoče še toliko to v ospredje, je pa na primer ta Zahodni Balkan, kjer ugotavljamo, ki je kadrovsko mogoče že popolnoma izpraznjen, tudi veliko še računamo na nekaj teh kadrov, pa vendarle enostavno jih ni več, ker ugotavljamo, ali je še možno kaj tega kadrovskega bazena, enostavno ga ni. So določene regije, ki so tudi že demografsko ogrožene z talenti in to je sigurno velik strukturni problem. Če lahko še malce širše postavimo sliko, gospod Robert Kaše. Zdaj zaenkrat po raziskavah so najbolj privlačne regije, države, mesta za talente večinoma še vedno v Evropi, pa dobro, Singapur, vem, da vedno pride zraven, kakšno ameriško mesto. Kaj mora Evropa narediti za to, da ne bo postala izpraznjena? Verjetno mora začeti malo podobno teči hitro kot ostali konkurenti naokrog. Če pogledate te talent hube, Singapur, Hong Kong, kamor se tudi zdaj veliko iz zahodnega sveta ljudje že priseljujejo in iščejo tam nove izzive, moramo pogledati in se ne biti preveč ošabni, ampak gledati tudi, kaj se dogaja tam. Nekoč je veljalo, da so samo na zahodu bili te hubi, zdaj veliko od teh hubov je na vzhodu in se moramo tudi tja podati, pogledati, kaj delajo in se jih mogoče tudi upoštevati pri naših razmišljanjih. Nana, vi imate zelo zanimivo razmišljanje o tem, kako naj Slovenija postane še bolj privlačna za talente in pogosto govorite o dokaj neoprijemljivih stvareh. Recimo o tem, da se moramo enostavno bolj veseliti uspehov svojih in uspehov drugih, da moramo biti manj nevoščljivi, da moramo bolj opozarjati na to, da imamo res fantastično okolje, dobro pitno vodo, dobro hrano. To, da imamo čudovito, varno, zdravo okolje, je pač nekaj, kar recimo je nam samo po sebi umevno, drugim je morda manj, ne? Ampak kaj pa tisto, kar nam manjka, ne? Vse ti čudovitosti in lepoti dejansko nam manjka pozitivnih vzgledov, ki jih cenimo, ne? Se pravi, biti super športnik je absolutno čudovito v Sloveniji, ne? Biti super finančno uspešen je pa malo manj čudovito v Sloveniji, ne? Je v bistvu enako lepo je, ampak mora biti sprožene nekatere občutke, ki pa niso toliko pozitivni. Tako da tisto, kar mislimo s tem, ja, potrebno se je veseliti, ampak tudi ta nekaj tega veselja prenesti tudi na sočloveka, ki bi lahko bil uspešen. Se pravi, da bolj, in to je tista, recimo, to je tista glavna razlika, ki mene ponavadi vprašajo, kaj pa je na ameriških univerzah, ne? Tam ti rečejo bravo, pa dejansko mislijo bravo, ne? In v bistvu to je fino, ker če v bistvu imamo mi sinergijo z nekom drugim, spodbujamo pozitivno, se ta širi, ne? Tako da to je tista neoprijemljiva dobrina, ki gotovo lahko še več naredimo na njej v Sloveniji, ne? Je pa nesporno, da jaz vedno to poudarjam, jaz kot ženska sem tukaj popolnoma enakopravna, nimam za tretjino manjše plače od moškega, kot bi imela že v državah Evropske unije, nisem karierno degradirana, ker sem tudi mati 2 otrok, ki sta mlajša, ena zdaj 6, druga je pa 2,5. Skratka, obstaja ena družba, ki je izredno zdrava, je veliko možnosti, zato je, recimo, to je samo še en pika na i, ki bi bilo potrebno, ne? To definitivno nam bo pomagalo. Zdaj zanimivo vprašanje, tole porabnik sicer pravi za vse, ampak bom prosila morda Matic vas, pa gospa Ksenija Klampfer vas, kakšna pa se vam zdi davčna zakonodaja in plačna politika, če bi želeli privabiti top tuje talente? Plače so namreč v tujini dosti višje, to je pač dejstvo. Matic, Ksenija? Kdo začne? Ja, plače v tujini so višje. Zdaj, kar se tiče davčne obremenitve plač, tukaj po podatkih OECD je Slovenija
so plače v Sloveniji davčno nadpovprečno obremenjene, kar se tiče zaposlenega samskega brez otrok, ki ima, če gledamo povprečno plačo. Medtem ko slika je pa drugačna, ali ima tak posameznik otroke in upoštevajoč vse olajšave in pa otroške dodatke je plača obremenjena precej pod povprečjem, če se primerjamo samo za Avstrijo, s katero se tako radi primerjamo. V Sloveniji je takšna obremenitev za posameznika, ki ima na primer 2 otroka pri povprečni plači, 24%, v Avstriji na primer 37%. Tako da tudi, kadar primerjamo plače, je treba posebej gledati, ali imamo primerljive davčne in pa socialne sisteme, tako da tukaj potem prihaja do teh razlik. Če lahko mogoče še dodam, ja, plače so mogoče kje višje, nihče se od nas ne ukvarja s tem, kaj pa stroški, ki pa so tudi drugi bistveno višji, zato da boš najel eno sobo nekje v Londonu, boš trdo garal za ta denar, pa mogoče, in tako da te, vedno vidimo, seveda je to čisto človeško, da se razumemo, da, ja, pa tam zdaj pa tako, Kar je pa res, tukaj vas bom pa, statistika je kar hudič, ja, se strinjam, da procentualno lahko tako razmejimo, ampak vendarle je pa treba razrede, kdaj si pri nas povprečen, kdaj si nadpovprečen, kdaj si pa bogat. In te razredi pa nas na koncu tepajo. Če pa pogledamo samo procentualno, pa absolutno drži to, kar ste rekli. Ja, se pravi, delček problema smo zaznali in prav to vprašanje pravi davčna politika, tukaj mislim, da imamo še precej rezerv. Velja, hvala lepa vsem za zelo zanimive odgovore. Niste še čisto končali, ste bili pa res zelo dobri. Ajša Vodnik, še sklepna misel, morda še kakšno vprašanje tudi. Najprej seveda vsem velika zahvala. Če bi bil tukaj predstavnik naše finančne komisije, bi zelo razložil, da Žiga, tukaj si, potem pa kar pridi, ko nam boš prosim povedal. Tudi zadeva improvizacije je nekaj, kar se z MČM-om poskušamo seveda biti na mestu. Torej Žiga, davčni razredi in to je stvar, o kateri tudi Snežna Kepa veliko razmišlja in mislim, da je prav, da morda damo še ta pogled. Lep pozdrav za to nenapovedano besedo. Ampak tudi mi že za Maticami z njihovo komisijo za delo v bistvu v zadnjih 2 letih smo spoznali na MČM-u, da se naše delo zelo stika. Tako kot se stikajo finance, delo, zaposlovanje, smo v bistvu prišli do tega. In mogoče sam področje, ki je bilo danes omenjeno, tudi pa smo se že v klopeh pogovarjali, moramo pač vedeti, da top talent ne bo imel povprečne plače. Tako da pač to moramo v Sloveniji se zavedati, in kot je že Matica izpostavil, te meje so pri nas zelo velike. Tudi vrtec vemo, da malo nadpovprečno plačo je že kar drag, tako da v bistvu tukaj imamo še nekaj. Vlada je dala, moramo tudi pohvaliti, prvi ukrepi zdaj so, delna razbremenitev regresa, delno bojo nagrade razbremenjene, se pa vsi veselimo še razvoja v to smer, da bojo tudi talenti primerno plačani. In kar je pomembno, se seveda v MČM vedno zavzemamo za odprt dialog, zato najprej iskrena hvala ministrici, hvala, ker ste v naši družbi, izjemno nam je pomembno, da se lahko pogovarjamo, kajti kot rečeno, samo država, gospodarstvo in civilna družba skupaj lahko ustvarjamo družbo, ki bo prototip za talente. In verjamem, da vsi, ki ste tukaj, hvala res, Robert, Ksenja, Matec, Nana, bi seveda odlična, kot vedno Anja, da ste nas popeljali v to, ampak moje vprašanje pa je, kaj boste vi vsak posebej naredili za to, da bomo prototip države za talente, kaj bo naredil MČM, tokrat lahko s klobukom vodje MČM Slovenija, rečem to, da delamo že veliko. Da imamo poleg tega, da imamo platformo Young, kjer je že več kot 1200 mladih med 20 in 40 letom vključenih in vas bom res prosila, veliko krat vas prosimo, ampak tudi tokrat, vsi, ki se počutite del platforme Young, če lahko prosim ostanete. Hvala vam. In
Prav zato je tudi toliko večja odgovornost, da nekaj naredimo. Danes je bil prvi dogodek, že več kot 2 leti se ukvarjamo zelo intenzivno na Snežni kepi s tematiko talentov. Prvi dogodek, ko smo javno povedali, da bo naš cilj ustvariti prototip države za talente. Bodite z nami na tej ladji, morda ne bo lahko, bo pa zanimivo in potem tudi izjemno lepo. Hvala vam lepa za danes. Čujemo,